Alexa, are we live? Sorry, I don't know that. Alexa, what is the capital of Slovenia? Slovenia's capital city is Ljubljana. Evo, živijo, danes imamo tukaj Alexo, Amazonovo navidezno pomočnico in se bomo malo pogovarjali z njo. Določene stvari ve, kakšne pa malo slabše ve ali pa jih sploh ne ve. A to je že umetna inteligenca ali še ni? Naj bi bila. Lahko jo pa vprašamo. Alexa, do you count as AI? Sorry, I'm not sure. No, odgovor. Ni sigurno to, da če je ali. No, vidva ste se s tem, recimo, čudom umetno inteligenco v škatlici, koliko tole ukvarjala kar nekaj časa in kaj sta tako ugotovila? Kar se mene tiče tako, ne. Otroci so bili prve 2 dneva navdušeni nad njo, potem bi pa boga revca sedela čemela tam nekje v kotu in se ob eni ubregnil, no, kar je pač ni, ne. V Sloveniji stvar uradno ne deluje, tudi ne moreš niti lokacijo naštimati, tako da ne moreš dobiti vremenske napovedi, ker fino je vprašati o vremenske napovedi, dragi moj, prosim. Ja. Alexa, weather forecast. Right now in Seattle, it's 54 degrees with cloudy skies. Today's forecast has lots of clouds, with a high of 65 degrees and a low of 52 degrees. Torej, dragi gledalci, če ne veste, mi trije smo zdaj v Seattlu, v Združenih državah Amerike. Se vprašamo o tem seveda. Ja, seveda, na letalu nismo nič obenih jokov govorili o bombah, terorizmu in podobnih stvarih. Ker bi nas zašpecala? Ker bi ona zašpecala, če ne sosedna potnica, ki bi preveč poslušala, kaj govorijo ljudje okrog nje in tako naprej. Ampak to je to, ne? Ja, da se preveri tisti stereotip, a res v Seattlu vedno dežuje? Ja, to pa lahko vsak dan preverjam. Ja. To preveriš pa tole? Pa kar me tudi zelo, zelo zanima to, mislim, res. No, ampak mimo tega pa recimo, da je to za 2 dni zabave za otroke, pa to, da lahko preverjaš Seattle, pa da imaš prav AI v škatlici, kakšna je... Jaz te bom takoj malo popravil, v škatlici ni ubenga AI. V škatlici sem ta elektronka, ne vem, jo nisem, nekaj mi ne dovolj, ker jaz bi jo, ne. Ampak v škatlici sem tista osnovna zadeva, ki se reče mikrofon, zvočnik pa neke elektronke, da je povezana na Wi-Fi in vse, kar ona sliši, ne, pošlje nekam strežnik ali pa velikemu bratu, govorko to gledaš na to, ne, in tam ta hudi procesori neki meljajo, da razumejo, kaj si ti vprašal in potem nazaj pošljajo nekaj sploh je odgovor, ki ga mora zdrdrati. No, ampak to moramo še enkrat. Kdo je njen šef? Evo, to smo prej ugotovili in smo dobili tak dober odgovor. Alexa, who's your boss? You are. Evo, super. Ni Jeff. Ja. Čeprav je res, da je pa to en tak veliko vprašanje pri vseh teh umetno inteligentnih rečeh, kdo je v resnici šef teh. To se veš. No, ampak razlika recimo z napovedanim Applovim, tem HomePodom, ves čas hočem govoriti HomeBotom, kar bi bilo verjetno mogoče še bolj pravilno. Da so se nekaj zabavali, glede na obliko, kakšna je, da so nekaj na internetu govorili, da tako malo jajček. No, ampak ta HomePod pa dejansko ima procesor noter in on procesira te odgovore, ki jih sprašuješ Siri. Ja, pa ima to tako. Ja, ampak se v vsakem primeru mora pošiljati, ker ne more biti toliko noter, ker je vsaj del. Ja, vsaj del najbrž, ampak tukaj gre dejansko vse k Amazonu na strežnike, pri Appleovi pa naj ne bi šlo vse. Ja, seveda, zato ker ima potem povezano z notranjimi napravami Appleovi, da pobira musko z njih, ti se res ni treba pošiljati nekam. Ja. Ampak v bistvu, kar jaz vidim, so tukaj nekako 3 glavne stvari za uporabo. Eno je to, da ji rečeš, da ne ti nekaj doda na kupovalni seznam in pol to na Amazonu naroči. Alexa, we need an ice cream. Sorry, I don't know that. No, ni razumela, da hočemo dati ice cream oziroma sladoled na kupovalni seznam. Pol druga stvar je, da ji rečeš, da pač naj predvajajo neko glasbo ali pa nekaj povezane z določenimi storitvami glasbenimi, ki seveda v Sloveniji ne delujejo, Spotify pa Amazonova storitev pa tako naprej. In pol tretja, da jo lahko povezuješ s kakšnimi takimi napravami, kot je tale sesalnik tukaj. Ampak ta tudi ne dela. Tudi se ne zdi. Ker je preslab. Ja, ampak tudi če bi se ga najbrž v Sloveniji ne dal povezati. Alexa, turn off the lights. Sorry, I didn't find lights.
No, to načeloma je uporabno zadeva. Samo moraš pa kupiti ene točno določene luči, ki se reče huji. In mislim, da se pri nas celo dobi, ampak zelo omejeno. Vse dobijo, ja. Zdaj ponovim vse, ja. Ampak super. Vse imamo štekar. Ja, no, ponovadi nisem do proderec stran. Ampak ne, sem po drugi strani, kar se tiče tega mikrofonov, so pa dosti dobri, ker če tam 5 metrov čez celo sobo si sodaril, pa je razumela, tako da ni problem. No in seveda tudi podobno velja za pice. Recimo prej smo hoteli naročiti hrano, nam je priporočila pico in seveda nas tako je rekla, da naj si odpremo svoj račun, ki ga imamo odprga v Pizza Hutu ali pa en par teh je še naštela ameriških. Tako je, v Seattlu. To je zaenkrat za neameričane še zmeraj zelo pogojno uporabno, pa tudi za Američane do neke mere, ki to pol ugotavljajo, da je Alexa natanko toliko pametna, kot se ti naučiš z njo pogovarjati. Čeprav mislim, da večinoma jo res uporabljajo za to, da pač rečejo, da ne vem, hočejo poslušati ta komad in da ga ne greš iskati na telefonu ali pa kjerkoli že in pač rečeš. Ne, pa se je super zadevca, sej nič ne rečem, prej slej bomo imeli dobro, pustimo zdaj mi tukaj v Sloveniji vprašanje, kako bo tudi podporo slovenskemu jeziku in tako naprej, ampak na nek način govorna komunikacija bo način komunikacije med človekom in stranom, to je dejstvo. In to je pač prvi primer. Zdaj, koliko je to umetna inteligenca, o tem lahko razpravljamo dolgo široko, ker se meni tiče, je to še daleč od umetne inteligence. To je nek sistem, ki ti pomaga, ki ti govori nazaj, ki razume tvoje govorne vprašanja, ampak ta prava umetna inteligenca to še ni, pa tudi če dolgo ne bo, hvala Bogu. Ampak po drugi strani je pa tega vedno več. Imamo, Siri si že, mislim, Apple si že omenil, ta je že nekaj časa tukaj, potem imamo še Google Home, dejansko. Pa imaš Cortana. Ja, Microsoft, pa tudi se govori, da naj bi predstavili tudi nek zvočnik. Se menili to, tale mislim, tudi vezana, kar se tiče vprašanj na Microsoftov. Na Bing. Na Bing, ja. Halo Bing. Halo Bing, kako brat. Dočim se mi zdi, da tale Google Home, se pravi, enkrat bo tudi to priletelo v Slovenijo, pa da vidimo, kako tukaj dela, ker Google razume delno slovensko, lahko mu narekuješ na telefonu in bo nekaj znal iz tega narediti. Poleg tega je pa ima Google v zadju veliko več podatkov. Veliko več informacij, veliko več razvoja vlaga, kar se tega tiče v sistemu umetne inteligence. Kot ostali. Ker algoritme kot take, imaš nekega hiperpametnega človeka, ti bo neki algoritem naredil, potem pa pride itak naslednja stopnja teh algoritmov umetne inteligence oziroma strojnega učenja, da se učijo na podatkih. Moraš jih futrati. Več, ko imaš teh informacij za futrati, bolj na koncu izpade. Ja, in Google je to res med prvimi začel, pa tudi veliko teh zelo naprednih, zelo napredne firme. Čeprav je pa tale najbolj prodajen. Ampak načeloma, tudi če bi Google algoritem vzel, pa ga shranili, nahranili, kot si ti rekel, nafilali z Amazonovimi podatki, ne bi bilo tako dobro, kot je zelo verjetno, da je tole malo govorim na pamet, ampak se mi zdi, da kljub vsemu ne bi bilo tako dobro, kot je njegov. Mislim, da se znak malo zgoditi, ker to smo se prej seveda v njeni navzočnosti pogovarjali, pa smo jo malo upravljali in sem pa vprašal, kaj misliš, da se pa zgodilo to, ker pač Marjan je malo to rad počne, pa da mu bo enkrat tale zvočnik rekel, slišala sem te. Načeloma je tako, dejansko je tlele en klov, ki se mu rata vsa stvar rdeča. To ne bi pomenilo, da ne posluša, ker dejansko ona skozi posluša in išče ključno besedo v tem primeru Alexa, da se sploh zbudi. Verjetno, morda je nekaj elektronke noter, da saj to besedo prepozna. Lahko pa tudi, da vse pošilja. Non-stop stream, neka gor, ki potem nek sistem gleda. Se te sistemi so v Evropi tudi lahko na evropskih strežnikov in tudi ameriških, ampak poleg tega je pa to gumb, kako ne veš, a je res, ali ta gumb kaj naredi, ali sam lučko pržge. Ja, se to smo videli, ali pa še takrat začne res poslušati. Ja, takrat. Zdaj so jo že namestili v nekih hotelov, ali pa jo bodo v Ameriki, recimo bila je že tudi na sodišču oziroma v preiskavi, ki so pri enem umoru so odkrili, da je bil tam eho v stanovanju in da je pač najbrž slišal, kaj se je dogajalo takrat. Pa mislim, da Amazon ni dal podatkov. Na začetku jih niso hoteli dati. Ampak to so take zanimive pravne vprašanja. Prvič, a to lahko postane priča in drugič pa, a je s tem, ko jo kupiš,
a ona postane del tvojega gospodinjstva in pol velja enako kot za tvojo ženo, kar pomeni, da te ima pravico ne obremeniti, če noče. Mene bolj zanima, če me ima pravico na hrult. Ker zdaj je prijazna punčka, karkoli rečeš, nekako ti na lep način nazaj govori. Ampak se veš, kako je bilo, če ste gledali Her, recimo. Tisto je bilo fajn, ampak... Ni smela, Ni smela, ampak kar je bilo pa zanimivo, ampak to je to zelo človeško, kaj je unga uporabnika najbolj zmotil. Najbolj ga je zmotil to, ki je izvedel, da ima še njih 65,000 drugih uporabnikov, tako jim leze pod kožo, razumevajoča, pa se z njimi pogovarja, pa vse živo. No, ampak je tudi ona, če druga ne je postala užaljena, ni bila jezna, ampak... Užaljena pa bila, Ampak če gremo še za korak naprej, konec koncev, tole zdaj, rečemo, so to prvi primer, ki ničesa, pomočnika doma, Zdaj, če realno gledamo, tole pač sliši moj govor in se odzove na govor, Ampak nekoč bo nekdo prišel in rekel, da lahko pomočnik tudi vidi. Seveda. Ker pa lahko pa še veliko več pomaga. Tudi v primeru kakšnih bolezenskih slabosti, ne vem, paca, česarkola, ker so drugi sistemi, ampak dejstvo je... Mislim, da je skrba in podobno. Ja, recimo. Ampak prej slej bo nekdo se spomnil, da pa mora imeti te pomočniki tudi kamero noter, Čak se, ampak se premikajo okolo ali pa letijo. A nima ta nova od Amazona že kamero? Možno, sem ne vem, če tako dela. Taka ima tudi zaslonček pa to. Lahko da ima, ampak dejstvo je, da preslej bo vse vedno okolo, temu lahko rečeš, nekje v sobi pa gledalo. Pa mislite, da bo to podobna stvar, kot je bila včasih, veš, tem antropologi, ki se ukvarjajo s tehnologijo, zmeram pravi, da ljudje imamo svoj domač intimen prostor, tak, da vsak tujk, ki noter pride, morate prvo zgledati kot tako neki domačenega. Recimo, zakaj so bile te prve televizije v 50-ih letih oblikovane kot kos pohištva? Tako da so jih sploh sprejeli. Zato, da so jih sploh sprejeli v gospodinjstva. In šele po 70-ih letih je postala televizija, tudi da se imaš veliko, pa tako shiny, pa posebej oblikovano, kar pomeni v prvi rundi si tega vsiljivca šele spuščal noter, v drugi rundi se pa z njim hvalil. Se še zdaj marsikdo razlaga, pa TV mi ne gre v ta noter, v kredenco, v lukno. Vršil ven, televizor moraš pa svoje zakonitosti. Ampak, a je to morbiti ena taka, ne vem, prvi tisti korak normalizacija, veš, da stvar, na podoben način kot Googlova očala, veš, a je finta v tem, da danes poskušajo te, recimo, zato se prej hecajo umetna inteligenca v škatli, da poskušajo te novotarije v take znane predmete oblikovati, zato da jih sploh spustimo zraven. Ja, ne, verjetno, pa on misli, bo plišasti te deberi tam stane. Ampak po drugi ampak to velja predvsem za stvari, ki jih ne dojamemo kot nujno potrebne. Ker recimo, tole je tujk v našem domu, kot sesavci. Vsaj takrat, ki je bil. Neka okrogla čudna stvar, ki se pleza po tleh. In zato ga mačka je še zmeraj tujk. Ne vem, kaj ga nimam. Mačka, mislim. Ampak po drugi strani, ki pa vidiš, kakšne prednosti ti to dejansko v vsakodnevno življenje prenese, te pa ne motijo več. Celo gremo korak naprej, ti se njemu prilagodiš. Ker veš, da ne bo se takrat, da ni več stvari na tleh. Vse omakneš. Imaš naštimanje recimo dneve v tednu, ki se vsaka tebe ni doma, da te na motoru potanje in tako naprej. In takrat stole gor, pobereš se stali in kar naenkrat nisem stvar, da je posesano doma, ker kljub vsemu ni toliko močen, kar navaden sesalc, ampak tem se ne da sesati tam 1 uro, pa vleč tiste variante okrog sebe. Tole dela, večkrat ga daš sesati in bo njih približno čisto. Po drugi strani, pa ker veš, da bo ta sesal, otroška igračka naenkrat ni več na tleh, oziroma nahvaljuješ otroka, da jih pobere in da jih pospravi, ali jih pa ti, če si prijazen do otroka. To je pa naslednja stvar, ki te kritiki umetne inteligence pravijo, da morda ni toliko fora v tem, da so računalniki bolj pametni, kot se jim mi bolj prilagajamo. In to je eden od teh kritikov. Vse smo sami videli, najprej se začneš pogovarjati znova. Dolge vprašanja, strukturirana, pa nič ne ve, pa sam še rečeš, Alexa, location. You are 1.41 miles. 2.27 kilometers southeast of the center of Seattle. Tako. Da sem se jaz ne prilagodil. Mislim, vse konec, ona se uči, kako jaz govorim, in sem prišel do locationa. Super, zdaj jaz ne bom ponovno se po domač povedati, tako kot pri pisanju SMS-ov, LLOL. Ja, no še rekel, kje pa sem zdaj? Ja, ne boš, No, ampak se to pa pol naslednji korak, že vprašanje, koliko razne dialekte angleščine razume, kaj šele potem, če gremo na naslednjič. 11. In podobne.
Ne, jaz mislim, da se bo lotil slovenskega jezika digitalizirati, ta je frajer, glede na število narečij in število prebivalcev. Pa bo to ena od stvari, to pa te moram vprašati, to te moram vprašati, ker že 30 let bentiš na tem. A je to nekaj, kar se da prepoznati kot nacionalni interes? Kaj? Digitalizacija jezika? Tako, a veš, da poskrbiš za to, da bojo slovenski znanstveniki s slovenskim znanjem in slovenskim davkoplačevalskim denarjem financirali projekte, s katerimi bi slovenščino pripravili za 21. stoletje. In zraven pomaga Amazonu, pa Googlu in podobnim multinacionalkam. Je to realno, ali kako se bomo tega? Če hočeš, jaz nisem slavist, reč od tega, ne, ampak kar se jezika tiče, čim več ljudi ne govori jezik, da bo živ. Vse ostalo digitalizirano, gor ali dol, meni če so vse, ne, konec koncev. Dobro, do neke mere, bom tako rekel, no, digitalizacija, če je na koncu tega procesa neka uporabna vrednost, kakršnakoli že to je. Ampak da je res prepoznana kot uporabna vrednost. Ne da kdo reče, zdaj imamo digitalizirano tam neko knjižnico, pobej gre tja, pobej ne posluša tistih zapisov. Nismo nič naredili. Če pa se iz tega razvije neka storitev, ki ni storitev nadzora, vohunja ali česarkoli, ampak storitev pomoči ljudem ali pa česarkoli, ali pa učne mehanizme iz tega, pa mogoče. Jaz se že dolgo časa želim, da bi mi nekdo pretipkaval intervjuje, pa da bi lahko narekoval članke, takrat, ko imam dobro idejo. Kaj boš ti delal? Kaj? Kaj boš pa ti delal? Ležal pa gledal v zrak? Takrat, ko mi nekdo pretipkava intervju, lahko jaz kaj druga tipkam. Pretipkavanje intervjuja je res nekaj, kar se čudi. Časopisna industrija kot taka, to že ne vem koliko let naredi. Vse to obstaja v Angliji. Ja, ki se reče tajnica. Pri nas, ampak... Spet bom obrnil zadevo na drugo zgodbo. Dokazano je, da otroci, ki ko prepisujejo iz table oziroma ko prepisujejo na list papirja, se več učijo, kot če samo poslušajo. In tudi več, kot če tipkajo. Tako je, in več kot tipkajo. Jaz imam že probleme pri pisanju s papirjem. Samo vsi, moji. Mi trije sigurni. Smo vsi nehali pisati. Ker smo vsi saj še tipkamo. Dejansko nimaš več izga grifta, kar nekaj si ti čuden. Tudi možgani so se spremenili, kar drugače razmišljaš. In imaš probleme čitljivo pisati, ne pišeš še sam, ne znaš. Že prej nismo, zdaj pa še manj. Če otroci delajo domače naloge, ki se učijo pisane črke, pa tole bi skoro lahko malo ponovil. Če ti bo nek sistem intervju pretipkal, ga tudi pogledal naš, sam poslal ga boš naprej. Ne bo večina tako naredila, ne mislim tebe osebno, ampak veš, pojem vprašanje. Večina že tako naredila. Pa smo pa tam, ampak a bo zdaj intervjuje, mislim, da to ni uporaben sistem. To zame ni uporabna storitev, tako, v tistem, ki sem prej govoril, te digitalizacije jezika ali karkoli. Ampak se ponavljam, nisem jaz strokovnjak za to področje. Skratka, Siri se zaenkrat še ne zna iti z rumbo pelat naokoli. Kjera Siri? Siri sploh ne zna Alexa. Vidiš, se že zbliža. No, ampak, dobro, tudi Siri pa, čakaj, nismo nekaj sprašvali. Ja, ampak sem znata. Alexa, say hello to Siri. Hi there. Okay. Alexa, do you like Siri? I'm partial to all AIs. Temu se reče pa diplomatske opravilje. Tako, ampak vidiš pa, da te stvari so že predvideno, kad vprašana. Ampak ja, smo ugotovili, da zaenkrat nismo našli nobene aplikacije. Da bi se pogovarjali med sabo. Ja. Ne, pa se tudi nima smisla. Bilo bi zabavno. Ja, seveda, neka aplikacija mogla biti, da bi zagnala nekaj. Da bi zagnala Siri, da bi pol se z Alexo pogovarjala. Se je tudi težko se pogovarjati z njo, ker ti v bistvu je to zelo tako walkie-talkie. Nekaj vprašaš, dobiš nazaj in pol in ti ne moreš naprej. Ja, da bi na njeg odgovor pa rekel, explain me something. Zakaj si tako odgovorila? Ni vprašana. Zakaj ne razumeš? Mogoče tudi da, ne samo dejansko. Mi nismo še nekako. Pa tudi ona nič ne sprašuje. Ja, sej. Tudi to je problem pri vseh teh AI-jih. Ja, oni ne sprašuje, ona se ve. Ne se je rekla, da ne ve vsega, ampak se trudi. Ne se uči. Pa da ve marsikaj o maščini. To me skrbi, kaj se uči. Ja, se smo videli prvi, se veš, Microsoftovi unibotini, tweetbotini taj. Ja, to se že ki je v zelo hitrem času ratala tako popravila vse. Se je naučila tako, kako se ljudje naučijo. Ja, pač učila se je iz tistega, s čimer so jo futrala. Če daš vsebino Twitterja umetni inteligenci, pol hitro rata tako. Ne, sem tam je meni bolj trol. Pa spet toči z moje osebno mišljenje, ampak dejstvo je, da takrat, ko sem tisto, to je bilo kar je pol leta nazaj lečil.
Nekaj drugega sem začel razmišljati takrat, ne o tem, kakšni da so ti pač boti slabi oziroma da sistem ni popoln, hopsasare. Kaj bi se zgodilo, če bi nam družbene norme trenutno odpravili zdaj? Ne? Mi bi padali nazaj v tiste variante srednjih vekov ali pa še kaj dol. Isti bi rad. To so antropologi že zdavni rekli, da pod to tenko plastjo civiliziranosti so ista bitja. No, ampak se to, mi se zdaj zgražamo. Ampak mi se zgražamo na tem, kako je ta bot nekaj čudnega postal. Mi se ne zgražamo, ampak to samo kaže, iz česa se je učil. Pa res, dobro, okej. Iz česa se je poučil, pa pomeni, da to tam je. Sem zdaj enkrat slišal varianto, da kljub vsemu te sistemi so sterilni, ne? Nimajo neke nagona spodaj. Mi imamo še zmeraj živalske nagon vse. Me razumete, kako hoče povedati? Vprašanje, kaj je kdo skril v nek algoritme. Nagona sigurno ne, ker nagon, živalske nagona, zakaj bi ga? Ne? Mi imamo še zmeraj neke nagon po hrani, po vodi, po spolnosti, ker naprej dejansko to fura nas naprej. Ne, pa si, a veš, teh pa ne. Kaj se bo Aleksa z drugo Alekso? Ampak se zato pa imaš take zanimive, že tudi poskuse na ravni znanstvene fantastike, ali pa tega, da kaj utegnejo narediti algoritmi, oni nas utegnejo pa dejansko uničiti po čistaki učinkovitostni logiki. Veš, da bojo enostavno naredili tak cost-benefit analizo in ugotovili, da smo skrajno pogrešljivi. Če nas bojo algoritmi iztrebili, nas ne bojo zaradi tega, ker bojo hoteli, ne vem, nam kaj vzeti ali pa biti pohlepni. Ne pa zato, ker so ugotovili, da smo škodljivi. Ja, ali pa da enostavno smo zanemarili, kar je še hujš. To je pa še huj. Za naš ego je po moje še hujš to, da nas enostavno zanemariš. Situacija, ki je taka je. Kar se mene tiče, dobro, tle celo razlika. Tole je meni hudo uporabno, odkar je mehanična fata prišla k nam domov, je mir v hiši, meni pa ni treba sesati. Tole je pa zabava za par ur. Ne rečem, če bi bil jaz zdaj v Ameriki. Kaj nisi v Svetli? Pardon, ampak če bi bil jaz rojen Američan, ki bi angliško govoril tako, kot ona hoče, pa da bi imel vse storitve naročene, pa vse skile gor, ki jih ima na razpolago in bi tam delal. Ali pa ne rečem, da ne bi najdel neko uporabno vrednost. Če drugega ne zjutraj, kaj jem, da poslušam, kaj se dogaja po svetu. Konec koncev nek news brief. Dajmo zdaj tole ugasniti, pa gremo v Pizza Hut. Pa se poslovimo do naslednjič. Adijo.